Izzivov v našem javnem zdravstvu ne zmanjka. To pravzaprav vemo vsi. Po drugi strani pa so dosežki našega zdravstvenega sistema še vedno zelo dobri. Res pa je, da se tako zaposleni v njem, kot tudi ali predvsem pacienti nemalokrat srečajo s številnimi izzivi. Zato bi vas kot zastopnika pacientovih pravic vprašala, kateri kratki stiki, katere težave so morda v zadnjem obdobju najbolj izpostavljene? Ja, pritožbe, ki priletijo k zastopniku ali pa varuhu pacientovih pravic, vedno odražajo nekako dejansko sliko na terenu in seveda to iz perspektive pacienta. Nažalost, moram reči, da nekih zelo pozitivnih informacij ne bi mogel deliti. V zadnjih letih se ves čas kotalijo problemi v zvezi z čakalnimi dobami. Zelo boleče je še vedno pomanjkanje družinskih zdravnikov oziroma nezmožnost izbire družinskega zdravnika. In glede na to ključno vlogo, ki ga ima družinski zdravnik v našem sistemu, je na ta način tudi motena cela veriga preskrbe potem z zdravstvenimi storitvami. Še vedno imamo težave pri vstopanju v digitalno poslovanje strani nekaterih pacientov. Vesel sem, da se tukaj kar veliko vlaga v tako imenovano opismenjevanje pacientov, zdravstvena pismenost. Tukaj je široka pobuda tudi Ministrstva za zdravje, da se veliko dela za izboljšanje tukaj tega področja. Potem so pa seveda še stvari, ki bi jih imenoval sistemske negotovosti in ki povzročajo določene stiske, določene težave pri ljudeh. Tukaj vemo, da smo imeli lansko leto problematiko stavke precej časa odprto, pa še vedno ni čisto zaprto. Problematika takih in drugačnih napak v zdravstvu. Tudi tu se mi zdi, da postopno se stanje izboljšuje, pa nažalost še vedno, ko pride do kakšnega incidenta, imajo pacienti občutek, da ne razčistimo zadeve do dna, do dejanskih, razlogov za napake ali pa kakšne opustitve, in to potem seveda ljudi bega. Ker ne vejo, ali so varni pri obravnavi, ali niso varni, ali gremo lahko v določeno inštitucijo, ki je bila zdaj predmet, medijskega linča skorajda v zadnjih tednih. Tukaj so te stiske pri ljudeh prisotne. Na nek način se mi zdi tudi problematično to na nek način napadanje zdravništva, strani politike zaradi ali stavkovnih zahtev ali uvajanja nekih novosti, ker imamo občutek, da sta tukaj zdaj dva paralelna svetova. En je tisti, ki ga nekako promovira vlada ali pa sistemske inštitucije, drugi so pa zdravniki. Tukaj mislim, da ni dobro, da se ti poti tako razhajata, ker na koncu je za pacienta pomembno in ključno zaupanje v zdravnika in tudi v zdravstvo. Tako da tukaj se mi zdi, da bi bilo pametno te bojne sekire zakopati, pa skupaj iti naprej iskanje nekega družbenega konsenza in premišljeno uvajati nove novosti, spremembe, ki pa morajo biti, če hoče zdravstvo na nek način se spopadati z današnjimi izzivi, in ima težave seveda zdravstvo v Avstriji, v Nemčiji, Franciji, kjerkoli imamo opravka z starajočo populacijo in seveda z hitrim razvojem medicine. Slovenija ni izjema. Pomembno je samo, kako se bomo spopadali z izzivi, ki prihajajo dnevno, ne bomo se jih pa znebili.